Kdo imenuje direktorje javnih zavodov, kdo določa kandidate, kdo ima zadnjo besedo? V svetu Kranjskih vrtcev so trije predstavniki mestne občine Kranj, ta je tudi ustanoviteljica zavoda. Predstavniki lokalne oblasti so imeli mandat o glasovanju. To pa je bilo po mnenju mnogih drugačno, kakršen je bil sam mandat. Tukaj bi rekel, da ravno to je višek demokracije. Mestni svet je svoje 3 člane v svet zavoda imenoval zato, da v najvišji meri zastopa interese mestnega sveta in jim tudi zaupa, da bojo svoje odločitve v tem svetu. Mestni svet je samo dal mnenje k eni od kandidatk, lahko da tudi več kandidatkam. In na koncu smo se tudi strinjali, da je tako pravilno, da te 3 člani, ki predstavljajo približno 1/3 sveta, glasujejo in zagovarjajo interese mestnega sveta, kar so tudi naredili in po svoji najboljši presoji predlagali, izglasovali najboljšo kandidatko po njihovem mnenju. Mestni svet je torej dal mandat, da 3 predstavniki kranjske občine glasujejo po svoji najboljši presoji. Izvršili so svojo nalogo v skladu z zakonodajo in v skladu z voljo mestnega sveta. Vse skupaj pa mogoče preseneča to, da je bilo to narejeno res demokratično. Kakšna je torej vloga mestnega sveta pri glasovanju, če ima vse niti v svojih rokah svet Kranjskih vrtcev? Zavod Kranjski vrtci ali pa zavodi za predšolsko vzgojo delujejo popolnoma drugačni zakonodaji kot ostali zavodi. Tukaj je vloga mestne občine bistveno manjša, ne glede na to, da je soustanoviteljica, se ima od 11 glasov v svetu zavoda samo 3. In še enkrat, in to mora biti zelo jasno, mestni svet ni naložil svojim predstavnikom, za koga naj glasujejo, ampak jim je naložil, zato jih je izvolil, da zagovarja njihove interese. 3 člani, ki so del sveta Kranjskih vrtcev, po mnenju mnogih zagovarjajo interese mestne občine Kranj, kar ni nič nezakonitega. Ponovimo še enkrat. Svet zavoda v celoti odloča in izbira o imenovanju ravnateljice. Postopek gre tako, da se sestanejo, lahko opravijo razgovore, lahko preberejo CV-je in potem pridobijo mnenje mestne občine, mnenje ministrstva in pa mnenje, mislim, da je še mnenje staršev. Vsa ta mnenja so neobvezujoča in jaz ta proces vidim in tudi tako je zastavljen, da pač svet zavoda, ko se odloča, ker ima največ stika z kandidatkami, ker ima največ stika z zaposlenih, ker v svetu zavoda so tudi predstavniki zaposlenih, so to samo delček informacij, na osnovi katerih se odloča. In niso nikakor zavezani, da bi glasovali tako, kakor je dal mnenje mestni svet. Po županovih besedah ne mestni svet, ne župan pri imenovanju nimata nobene vloge. Svet zavoda oziroma člani z glasovalnimi pravicami so kot najboljšo kandidatko ocenili Tejo Dolinar.